Želim v to razpravo vključiti še en glas. Z mano je Dalia Zijada, strokovnjakinja za Bližnji vzhod. Dalia, najlepša hvala, da ste z nami. Vedno je užitek imeti vas na i24 News English. Pogovorimo se o tem, kar trenutno vidimo v Katarju. Če ZDA in Iran komunicirata le posredno prek Katarja ali Pakistana, ali to še vedno šteje kot smiselna diplomacija? Predsednik Trump je dejal, da se je odnos z Iranci spremenil, pa vendar smo tukaj znova. Iranci vlečejo niti in zavračajo srečanja z ameriškimi ekipami. Kaj vse to pomeni za memorandum? Najprej hvala, Nikol, vedno mi je v veselje biti z vami. Če se je odnos med ZDA in Iranom spremenil, bi rekla, da se je spremenil le na eni strani. Ameriška stran je postala veliko bolj popustljiva do Irana, še posebej Trumpova administracija, ki je sprva obljubljala popolno uničenje tega režima. In utiranje poti iranskemu ljudstvu, da si vzame svojo državo nazaj in vse te lepe obljube. Vendar pa so na iranski strani Iranci še vedno Iranci. Manipulirajo, poskušajo pridobiti čas, morda čakajo, da Trumpova administracija mine, hkrati pa uporabljajo tako palico kot korenček, kot so to običajno počeli. Torej, Iranci so še vedno isti. In znalostna novica tokrat je, da mednarodna skupnost tokrat nekako odobrava to manipulacijo. In imamo regionalne akterje, kot je Katar, ki so močno vpleteni v ponovno krepitev iranskega režima oziroma recimo v ponovno postavljanje iranskega režima na vrh oblasti. Potem, ko je bil le nekaj centimetrov oddaljen od tega, da bi bil izbrisan. Kakšen je potem cilj Katarja pri gostovanju teh dveh delegacij? Katar je najprej največji podpornik islamističnega projekta v regiji in po svetu. Tega nikakor ne smemo pozabiti, ne glede na to, da Katar zdaj poskuša olepšati svoj ugled v Washingtonu, želi se prikazati kot posrednik, nekdo, ki stoji na sredini. Ampak vse to so samo, recimo, tudi taktike manipulacije. Vendar Katar še vedno ostaja do tega trenutka največji podpornik islamističnega projekta po vsem svetu. In kar si želijo pridobiti je, da želijo ta islamistični režim, islamistično revolucionarno oblast, ki je iranskemu ljudstvu ukradla državo pred več kot 45 ali 47 leti. Želijo, da ostanejo na oblasti, da lahko še naprej podpirajo svoje milice po vsej regiji. Še naprej delujejo kot grožnja Izraelu in drugim arabskim državam, katerih se Katar sam boji. No, če niti ne moremo doseči, da bi obe strani, Američani in Iranci, znova sedli za isto mizo namesto teh posrednih pogajanj. Kako lahko potem rešimo glavni problem, jedrsko vprašanje, ne Hormuško ožino? Kako naj to rešimo, preden teh 60 dni dejansko poteče? Pravzaprav, kot veš, kot sva že prej govorili, Nikol, veš v tvoji oddaji, ta memorandum ni nič. Resnično ni nič. Ne odraža resničnega stanja v regiji. Danes temu pravijo regionalno srečanje. Pravzaprav ni v tem nič regionalnega. Ameriški sekretar Marco Rubio je bil pred nekaj dnevi v regiji in je iz prve roke poslušal arabske zalivske države ter druge voditelje in druge akterje v regiji. In vsi so bili zelo vznemirjeni zaradi tega, kar se dogaja. Tudi vzdušje v ZDA zelo dobro odraža ta občutek razočaranja glede Irana, glede dejstva, da se Iran nikoli ne bo spremenil. Do danes so ZDA edine, ki govorijo o zaustavitvi jedrskega projekta. Vendar Iran v resnici ne podpira ničesar, kar ZDA pravijo. Začenši z uradniki ZN, ki naj bi pregledovali jedrske objekte, ali pa obstaja kakšen dogovor, da Iran ne bo šel v jedrsko širjenje. Na določenih ravneh, ki veljajo za grožnjo. Nobenega od tega Iran do tega trenutka ni podprl. Torej, kar slišimo, prihaja le z ene strani, to je z ameriške strani, ki predvsem igra za domače občinstvo v ZDA, da jih pomiri, pa tudi za republikance zaradi prihajajočih vmesnih volitev v ZDA. Ampak v resnici ne gre za prihodnost Bližnjega vzhoda. Dalia, ostani z mano, ker želim tvoje mnenje o nekaterih drugih prizadevanjih za mir, ki jih trenutno vidimo v regiji. In sicer preko odbora za mir, ameriško vodenega Gazeškega odbora za mir. Danes do četrtka se srečujejo na Cipru in poskušajo napredovati s načrti za povojno upravljanje v Gazi, vključno s palestinskim tehnokratskim odborom,
ki naj bi sčasoma nadomestil Hamas. Toda časovni okvir je še vedno nejasen. Načrt je odvisen od varnostnih dogovorov, financiranja in največjega nerešenega vprašanja – razorožitve Hamasa. To skrbi izraelske vojaške uradnike, saj naj bi nekateri opozarjali, da Hamas obnavlja svoje sile za nov krog vojne, proizvaja eksplozive in protitankovske rakete, novači mlade borce ter obnavlja podzemno infrastrukturo. Zdaj dalje odbor za mir že načrtuje Gazo po Hamasu, vendar naj bi se Hamas na terenu ponovno vzpostavljal in še vedno ima svoje orožje. Torej, s temi pogovori na Cipru, kaj lahko v resnici dosežejo, dokler glavno vprašanje razorožitve Hamasa še vedno ni rešeno? Pravzaprav se zdi, da odbor za mir deluje v nekem vzporednem svetu, ki nima nobene povezave s tem, kar se dogaja v Gazi ali celo na Zahodnem bregu. Srečali se bodo na Cipru, še eno srečanje v dolgem nizu srečanj, ki so jih imeli, zadnje je bilo prejšnji teden v Kairu. S tistim, kar naj bi bil tehnokratski odbor, ki naj bi v Gazi vladal namesto Hamasa. Kar je ironično in se smejim, ker je to res smešno. Delujejo iz hotela v Kairu. Predstavljajte si, kako grozno je to. In do tega trenutka ne morejo razorožiti Hamasa. Delujejo v virtualni resničnosti, medtem ko je resničnost na terenu drugačna. Nič ne dokazuje stopnje tragedije bolj kot to, kar se je zgodilo prejšnji teden, ko je ogromno število Palestincev v Gazi množično protestiralo proti Hamasu. In dejansko so jih Hamasovi pripadniki ustrahovali, poškodovali, napadli, mnogi med njimi so bili pridržani in mučeni. In svet o tem tako molči. Zdi se mi, da žal govorimo o dveh različnih resničnostih. O resničnosti odbora za mir in o resničnosti na terenu v Gazi, kar je zelo žalostno, ker je Hamas še vedno najmočnejša sila. Kakšen je torej cilj držav, ki sodelujejo v odboru za mir? Posebej Egipta, Katarja, Turčije in nekaterih zalivskih držav. Kaj je njihova prednostna naloga? Je to obnova Gaze? Je to razorožitev Hamasa? Ali je to preprosto preprečiti, da bi premirje propadlo? Torej, kar smo do zdaj slišali, sta dve različni stališči. Tako so bili pripravljani sestanki v Kairu prejšnji teden bolj osredotočeni na to, kako okrepiti tehnokratski odbor, ki naj bi prevzel oblast v Gazi. Pogovarjali so se tudi o zelo zanimivi temi, za katero mislim, da je zelo povezana. To so volitve, ki bodo potekale na Zahodnem bregu, zakonodajne in predsedniške volitve, ki jih je vodja palestinske oblasti Mahmud Abbas napovedal za konec tega leta in začetek prihodnjega leta. Tako so o tem razpravljali, kot da se v Gazi na terenu nič ne dogaja in da je Hamas še vedno tam. Srečanje na Cipru, kot so doslej povedali, naj bi potekalo danes in jutri. Osredotočili se bodo na dve stvari. Varnost meje med Gazo in Izraelom in tudi varnost znotraj Gaze, policijske sile, ki jih je Egipt obljubil poslati v Gazo, ter ISF, mednarodne stabilizacijske sile, ki se še vedno oblikujejo in nekatere države že pošiljajo svoje enote tja, vendar so še vedno v fazi oblikovanja in še ne morejo vstopiti v Gazo. In še vedno nič od tega se ne bo premaknilo naprej, dokler se Hamas ne razoroži. In Hamas zdaj tudi si skuša utreti pot k drugačnemu pristopu, k temu, kar imenujejo načrt B oziroma k drugi ravni pogajanj. Kar pomeni, v redu, razorožili se bomo, vendar morate vzpostaviti nek varnostni okvir, da končate tisto, kar imenujejo okupacija, tako da nam ne bo treba izvajati tistega, kar imenujejo tudi odpor. Kar ti, jaz in vsi, ki nas gledajo, vemo, igrajo se z besedami. Da ustvarijo situacijo, ki jih ohranja na terenu dlje časa in jim daje prostor, da se ponovno oborožijo, pregrupirajo in ponovno okrepijo. Dalja, omenila si policijske sile, ki jih je usposobil Egipt. Omenila si mednarodne stabilizacijske sile, celo palestinske tehnokrate. Vsi se pripravljajo, vsi so v pripravljenosti. Toda, kako dolgo naj bi se pripravljali in bili v pripravljenosti? Ali obstaja kakšen časovni okvir, kdaj se bodo razmere dejansko obrnile in bo Izrael ali kdorkoli že lahko dejansko vstopil tja in sam razorožil Hamas? Ne, pravzaprav vse, o čemer smo govorili, tehnokratske komisije, ki naj bi zamenjale Hamas, ISF, mednarodne varnostne sile, ki naj bi vstopile v Gazo in tam začele delovati,
Policijske sile, za katere Egipt in Jordanija pravita, da sta usposobili stotine Palestincev, da bi delovali kot lokalne policijske sile. Vse te sile so v pripravljenosti. Časovni okvir za njihov vstop v Gazo pa je nekako v nedoločeni inšalah prihodnosti. Veš, tista prihodnost, za katero nihče ne ve, kdaj točno se bo zgodila. Tako da to koristi samo Hamasu, pravzaprav ta situacija koristi samo Hamasu in še enkrat islamističnemu projektu, če pogledamo širšo sliko tega, kar se trenutno dogaja z Iranom. Tako da je v najboljšem interesu Hamasa, da vse to ostane nestabilno. In rekla bi, da imajo lokalni akteri, še posebej Egipt, ki ima trenutno največji vpliv na Hamas poleg Katarja, nažalost niso pripravljeni ustrezno pritisniti na Hamas, da bi naredil, kar mora. Torej, da se najprej razoroži, kar je prvi korak za kakršenkoli napredek v Gazi. Dalija Zjada, zelo pomembno je, da še naprej delite, kaj se dogaja po vsej Gazi in Odboru za mir. Najlepša hvala, da ste bili danes z nami na i24 News English.